Dobrodošli na Tuning World Bodensee. Sezona se končno začenja, avto je pripravljen, živci delajo, predvsem na račun lanskih težav, ki so nas spremljale na poti. Skrbi, da sam nastop na dirki praktično ni, v bistvu komaj čakam, da se usedem v avto in začutim tisto občutek adrenalina, vonja po bencinu in zažganih gumah ter nastopa pred več kot 100.000 glav množico na Tuning World Bodenseeju. Drift Championship, Round 1, here we come. Pizda. Security. Kakšna kaucija je to? That we have a good looking front light because the drone will fly over. Okay. And that's all. Have fun. This is your area. Electricity to the left. Yeah, we saw that. Special delivery iz Slovenije smo rabili en Jerman dostaviti tukaj za enega od nemških voznikov. Zanimivo, ne? Hey, was ist los? Hi. Alles klar, alles gut? Nice to see you, man. Yeah, nice to see you too. Yeah. Welcome to Germany. I've been listening to your voice not so long ago. Last weekend. Yeah. I checked a little bit on the live stream. I wanted to see how Luke did with them. And yeah, I saw that Rick was as well out early with some issues. And the event was good. Yeah, Spectators. spectators great. Personally, for me, it was one of my top 5 drift cups ever because the level of performance was just high. Yeah, and what was top 3 Drift Masters drivers? Yeah, but it was awesome to watch. Everybody's steps came up. Social media. Dobrodošli na Tuning World Bodensee in Drift Championship Round 1 tukaj v Nemčiji. Evo, mi smo danes prišli in balkane smo že setapirani, še par malenkosti jutri uredimo. Ja, ura je že 11 čez, ampak veliko boljš kot prejšnje leto, ko smo prišli v bistvu naslednji dan ob 6 zjutraj, spali pol ure in to je to. Tako da danes se malo bolj veselim jutrišnjega dneva, kakor prejšnje leto. In kaj nas čaka? Čaka nas, upam, da uspešen vikend. Jutri so na sporedu treningi, petek kvalifikacije, sobota top 16 in nedelja finalne Great 8 in do konca vožnje.
In ja, pač upamo na kar se da najboljšo uvrstitev, bomo se potrudili do maksa. Kaj in kako, pa že vidimo jutri po prvih treningih. Pot je bila solidna, smo kar smut prišli. Na slovensko-avstrijski meji so nas videli, so nas samo tako pomahali, ker so se nas po moje spomnili od lanskega leta, pa je bilo tako lažje, kakor spet kakšno papirologijo izpolnjevati unih, ne vem, 5 ur ali kolikor smo tam stali. Letos tukaj v malo večji zasedbi, kar se ekipe tiče, malo več suporta. Prvič z mano tudi Nitrous Family in ja, upam na en tak poln vikend. Going south. Dobro jutro. Zelo lepo jutro. Prišli smo v boks, nekaj smo spali, nekaj malega, ampak veliko boljše kot prejšnji let. In zdaj najprej pripraviti še par stvari. Driver's briefing, track walk, ogreti avto in že prvi treningi so pred nami. Sicer samo polurni, ampak doza naredimo en tak shakedown tukaj, vsaj en run, da nam vrata odpeljati in ja, se potem pripraviti malo bolj na druge te glavne treninge. Aj, to sem ti govoril včeraj, da ne vem, zakaj sta dve, čeprav ta zgleda stara, Ta je stara, ta je ta nova. Čeprav ta stara je bila glih šit lani, ker če pogledaš, kje se konča, pa kje je zid, ful nima, mislim tako. Jutri pa obvezno vse treninge pred kvalifikacijami za Antelegom peljati. Jaz bi kar danes navad se, ker danes te je to malo zjebal, ker nisi vedel, kaj se bo dogajalo, kaj se nav dogajalo. Ja, odpel kak ran brez, da se vidi, če avto dela. Čist tega prvega sem mislil brez peljati. Se pravi, v bistvu so letos ful bolj vse zaprli. Ker tale clipping, se spomnim, je bil lani ful bolj zunaj. In se je res tak širok krog si odpeljal, no. Zdaj pa vse ful bolj zaprt, edin če nam rekli, da je tole Iner. Iner ne moreš potegati. Čekaj, smo se v uni grupi pridružiti, ker zdaj je tamle sodnik. Where's the initiation part? Initiation right there, there comes a cone. Oh, there's gonna be a cone there. Okay, and then just flick it in, fly it in, Okay. clutch kick, don't care. Here, outside, and use this bomb for the transition. Put me on the altar 'cause you can't be tamed. Silence underneath your flame. Cut the cords around me as I speak your name. S tem gremo domov. Pa še par ZF menjalnikov, pa sklop. Briefing zaključen, prvi briefing jutri je še en pred kvalifikacijami, ampak v generalu imamo vse te glavne informacije. Layout je podoben, ne moramo reči, da je enak. Podoben, mogoče malenko skompresiran. Malo so skompresirali, kar po eni strani niti ni toliko slabo, ker lani predvsem tale cona tukaj se je zelo pozno končala in je bilo malo triki pa vse skupaj naprej nekako fluidno povezati. Ampak v bistvu, dobili bomo te informacije verjetno jutri, ampak lansko leto so dejansko hoteli imeti malo bolj vse agresivno odpeljan, se pravi, da ni toliko smooth, snappy tranzicije, kar iskreno čist nisem navajen, ampak we'll get there. Danes fajn potrenirati.
nalepke na avto, Tako, avtogred. Tehničnega moramo še narediti. Tehničnega so nam pozabili narediti. Se lahko sam klubce naredijo, vse to je to. Se v bistvu vse skupaj enako, kot je lani. Pasove smo zamenjali, tako da je sveža homologacija. Ja, preobleci se moram. Gremo do boksa. Zdaj so bili v Vorma boksu, ne vem koliko me kaj slišite. Ja, let's go. Technische Probleme am CLK. Die hatten letztes Wochenende in der Motoring auch richtig schön einen auf den Arsch gekriegt in den Battles. Da war mal kurz der Kofferraum krumm. Okay, prvi test je bil čisto za nič. Štart je ful kratek in za tretjo predstavo enostavno ne morem generirati toliko brzine hitro noter, plus tega, da spredi čist nič gre, pa zdaj bo s tetom gume spustila. In ja, zdaj je drug ram, bomo kar probali direkt z antilegom odpeljati in videti, če so stvari kaj drugačne. Je bilo zdaj čist preveč, premalo spida. Se bom zdaj z antilegom. Sam nekaj, kje smo pa s pritiski zadnji spredi? Zadnji smo na nekaj čez 2 bara spredi, na kar si markiral. To je bil spredi malo spusti. Ok, 1.8 nazaj. Unser Slowenier am Start mit seiner S14 Tomcat beziehungsweise Stealth. Also der S14 mit S15 Frontumbau. Und ein fetter RB. Okay, drug run, dosti boljši, tokrat z antilegom, initiation, ok. En problem se mi je zgodil na tranziciji, nekak čuden feeling na volanu je prišel, kada bi, ne vem, volan mal ne hotel se odvrteti, kada bi bil mal zaklenen za pol sekunde. Enostavno sem bil preplitek v prvo cono, medtem ko vse ostalo dosti ok, edin težko zgeneriram tle tisti speed, ki ga rabim. Na račun dosti kratkega štarta, bi si želel, ja, da je štart vsaj 10 metrov daljši, ampak je kar je. Ti prav, da je drugače pozicija avta
klipingi cone pokrite, razen ta prve seveda. Tako da, ja, čaka nas veliko dela. V glavnem, kaj se dogaja? Kot vidite, je spreden konec avto v zraku, tako da bo zdaj tudi pogledal, kaj se dogaja. Še enkrat šel čez vse vijake, matice, če vse zategnem tako, kot mora biti. Uspel sem narediti 3 shakedowne, oziroma prvi bo shakedown, druga 2 sta bila nadgradnja tega, ker ja, prvi krog je bil čisti polom. Enostavno, kot že cel cajt govorim, ta problem dobiti brzino in potem v tretjo iti. Tretja je mogoče za piko malo predolga, medtem ko je druga čist prekratka, tako da v drugi ne moramo nič početi. In potem že v drugi ran smo rekli, da bomo kar z antilegom prižgati. Probati štarta speljati s čim manj wheel spina, da avto čim prej dobi brzino in zašaltati nenišejšno v tretjo. Probati poklač kikati. Vse se sliši zelo enostavno, takole, kot govorim, ampak je kar triki. Sploh, ker je potem že zelo hitra tranzicija v ta prvi, tako rekoč, oziroma ta drugi ovink, plus tega pa tranzicija na majhnem skoku. In je ful pomemben, kje iniciiraš, da nekako lahko smooth narediš to tranzicijo v drugi ovink. Vse ostalo dosti okej. Dejansko se bo treba naročno šlepati nič. Biti skozi on the spot, nič korekcij, ker si enostavno ne moramo privoščiti, da bi izgubili wheel speed. In to je to, tako da čakamo še naslednjo uro praktisa in probati malo več kot 3 rane narediti, oziroma zadovoljni bomo s čemarkoli. Potrenirati, najde tu sweet spot, kako štartati, kako iniciirati, in če imamo to pokriti, smo po moje kar dobri. Na tranziciji v zadnjo cono se reče, ne, to bo spot on. In se ga spet, jaz sem na neki, ne bo se neki slučaj.
Gremo na 2 štarta, pa vidimo, kje smo. Okay. You never had. Dva supro, veš kako inicirata. Burnout iz štarta v drift direktno. Ja, zato ker je v isti brzini. Ja. Tu s tega računi sekvencama, on se lahko igra. Ja. Mi se ne moramo, ampak to. Se pravi, mi ćemo Robija, dvignemo rev limiter za Jurija. Ali pa 3 metre več. Ja. Štartava. Ja, zdaj me že po gruntu, pa mi že kaže približi, neka... Ne, se bomo po noč, Pero, kad tudi spimo po noč. Stošte, ja, te Red Bull, vse skupaj postavljamo. Ja, Red Bulla kompletnega, sam stoš, sam pa še za 2 metra. Dobar, da vam snema. Dobro, se to je vse za kanal. Drugač, ja, zdi se mi tudi, da malo več engla zdaj pelem tako. Zadnji dan si malo bolj tako. In commitmenta imel več, in engla imel več, in... Glej zadnji dan, poglej throttle position. Kaj me zanima, kako je bil. Tako, commitment na gume, kolikor so bile, je bil zelo dober. Sem bil pa tako 70% prepričan, da ga bo zavrtel v zadnjo cono. Ja, sej, to je tisto, kar sem razlagal, ne? Se je dobro fliknil noter, pa ali ga boš ujel ali pa ne. Nič, kladit avto sebe, pripraviti se na jutr. Prvi dan je za nami, no ne še čist. Čakamo še, da nam premontirajo filtre. A vidiš, ko sonce dela, stari. Ja, nismo čisto zaključili dneva, smo končali z vožnjami. Čakamo še kolesa, da dobimo nazaj od Car Mounta. Kaj ne rečem, danes je bilo težko, ampak vedno bolj zabavno proti koncu in moramo s tem, kjer smo ostali, jutri nadaljevati. V štartu smo se kar malo uvili z gripom, ker smo imeli, dajmo reči, kar preveč gripa za tole konfiguracijo steze in konfiguracijo avta. Ker pač tako, kar sem že odskozi omenil, imamo tle problem z initiationom, ker enostavno imamo drugo prestavo prekratko, tretja je mičkam predolga, oziroma pač v tretjo moram direktno iniciacijo iti in probali smo tudi pritisk toliko nafilati, da imamo že v štartu malo manj gripa, ampak je pol drug problem, ker je pol proti koncu samega kroga guma toliko brez gripa, da pač stvar ne funkcionira. Zdaj, kar je nekako upalili, je, da iniciramo quick handbrake in potem poklač kikamo to, da v bistvu že s handbrakeom razbijemo traction. Na ta račun je res, da malo speeda zgubimo, ampak only way to go, sodnikom verjetno to ne bo najbolj všeč, ampak je, kar je. Ja, za jutr je treba se prav
gume pripraviti, vsaj en set seveda gor zmontirati, avto malo prebrisati, bolj check narediti, pač en tak overall pregled, če je vse v redu in ja, imeti avto pripravljen za jutri zjutraj. Dan je podoben današnjemu, kar se samega urnika tiče, razen tega, da so jutri kvalifikacije na sporedu. Če se ne motim, najprej spet drivers briefing. Konkurenca je spet huda, bi lahko rekel, da letos še bolj huda, kot je bila lani. Mislim, da so vsaj 3 Drift Masters driverji tukaj, 2 čist brutalni Toyota Supra Mark 5. Žal mi je, da Remo ta letos ni tukaj, ker ja, Remo res en tak cool karakter, daje dobre nasvete in fajn se učiti od njega. Bomo si šli še malo pogledati te avtomobile, ki so tukaj na tem competitionu, da vidite dejansko, kako hudo je vse skupaj. Do jutra.